V glavnem, jaz bi preden karkoli začnemo, bi sam rad povedal eno zabavno dejstvo. Verjetno vsi poznamo Bernardince. Ja. Pse, ne? Pa prelaz svetega Bernarda. Jaz mislim, da so to fani od Bernarde. Ja, Bernardinci. Trenutek, ja. To bi bilo lahko, to bi lahko ime. Vi niste člana? Ne, Nisem, Bernardincev. sorry, ne, sorry. Ja. Mislim, sorry Bernardi, ne vem, se te popravičujem. To pa res, ja ne, jaz sem... Ti si predsednik. Ne, Ja. podpredsednik. Podpredsednik. Podpredsednik sem. Okay. Ja, pač vice president. Seveda, ja. Ja. V glavnem, Bernardinci so dobili ime po svetem Bernardu, Sienskem, menihu, ki je živel med leti 1480 in 1444. In v Sloveniji obstaja točno ena cerkev, ki mu je posvečena, in cerkev ni več funkcionalna, ste jo pa skoraj zihar videla. In sicer je to cerkev, ki leži med hoteloma Histrion pa Grand Hotel Bernardin. Se pravi, tam na unmu trgcu, na Uspetini je, tako da Saša ti jo nisi videl. Ne se, a ni liftu? Je lift, je od ozadja. Ne, kako gor na vrh parkiraš, greš peš dol. Bernardin, Grand Hotel greš lahko z liftom? Z liftom, ja. Pa se pa sem dol spuščaš. In je pač ohranjeno, je pač obzidje, malo te zidovi te cerkve Turana. A nisem videl, da je bila tam, mislim, so v Kempinskem spala, ker so bila... Ne, pa tudi v Grand Hotelu, mislim. A to na Žarometih? Ne, na Sofu. Na Sofu. V glavnem, in jaz bi prosil vse poslušalke in poslušalce, sploh krajcarje in goldinarje, kaj boste hodili, kaj prosim, po obali. Prav roko je dal na srce. Ja. Vidiš? Prav, zavite do cerkvice, prižgite svečko in se spomnite našega sultana, kajti sveti Bernardin Sienski je namreč zavetnik zoper razne bolezni, tako kot večina svetnikov, on je ima čez bolezni pljuč in hripavost. Okay. Tako da jaz prosim, da ko boste poletem hodili, dajte svečko pržgati, fotkajte, objavite, pa dajte svečko ugasniti zaradi požarne varnosti, ampak ker bi radi mi snemali v 4, ker pa nam ni treba skrbeti za to, kdaj moramo nehati s kakšno stvarjo, ker imamo tomota. Pa glede na to, koliko je bolan, je to požiganje svečke tudi malo vaja. Kaj je? Glede na to, koliko je bolan, je zapol, ja. Ej, to je super, ampak veš, kaj me tudi... Ja. A mi lahko, v bistvu, a oni lahko, veliko stvari deluje tudi na tem, da vizualiziraš stvari. Ja. Sej folk lahko vizualizira, da je v Bernardinu pa pržge svečko doma. Aha, ja, ok. Ali pa si da na računalnik to sliko te... Svetega Bernardina Sienskega. Če na Google Mapsih odpreš, to je skoraj podoben. Ja. Ampak daš satelitsko sliko. Seveda, ja. Čisto največ. Da gledaš tako, kot Bog gleda. Kot Bog gleda. Ja. God's view. Tako je. Točno, to ni tabletop, ampak je God's view. Ej, še 5 minut nadaljne teološke debate, pa tvegamo, da se v ta J.D. Vance pa Trump na nas spravlja. Zakaj? Tako kot na papeža. Mislim, mi smo, bolj smo mi podobni njima, kot pa papežu. Jaz mislim... Tako je njihole, ki tam... Ej, v glavnem... Ker ne bi smel imeti moči. To lahko fotkate, ne? Pržgete svečo pred kompom, pa to tudi šteje. To šteje. Jaz mislim, da... Jaz v bistvu mislim... Če bi lahko, da to zdaj le kar naredite, odprete cerkev svetega Bernardina na kompu, eno svečko, lahko tudi na telefonu sliko svečke, da ne gremo zdaj v to. Novo komplicirali. Ja, namo komplicirali. Pa moraš imeti 2 telefona, da še fotkaš. To je res. Ne, lahko skriš, da se. Lej, v Instagram stories lahko daš 2 fotki. Ja, evo recimo, to. Ali pa ne. In sam dejte tegat Tomiča ali pa na Discord, pošeremo, da mislimo na njega, ker pač je spet zbolel. In pa bomo naredili en tak velik plakat in ga bomo sprintali in ko bo Tomo imel Abrahama, bomo pred blok to postavili. Ja. Super. Lahko pa tudi mojem AI rečeš, da naredi to sliko. Ne. Zakaj ne? Ker saj mi dva sva kreativca. Mi dva delava... Pa se to je zamislil, si to sliko in pa ne izvede. Ja, v bistvu AI je sužen. Ja, zakaj? Mislim, zakaj ne bi tega... In glede na trenutno politično situacijo po svetu, gremo v smer, da bojo spet sužni. Ja, za zdravje gre, okay. Zato mu to zdravje gre in tukaj je izjema dovoljen tudi za AI lahko to naredimo. Pa če smo že teološki malo odkole, mogoče če človek, ki po Sloveniji piše Jezus je Bog, če slučajno posluša to, če lahko prije na ta blog to napisati, ker pač to mora so pomoč, kaj lahko dobi, ne. Sploh ni slabo. Ja, sploh ni slabo ideja. Smo rešili, še njegov problem, pa sploh ni pisal, ker je tok bolan, da tudi to ne more.
Ja, glede na tudi pri nas v Kosezah na une igrala, gor preklenu enkrat napis, Ja, lahko preklena klukodat. ja evo. Pa zraven je še malo poliže, da ko pač te bacile nekako to može dobiva. Ne? Veš, ne vem, To smo imeli že, ja. smo že To je imeli enkrat. callback. Ja, Zanimiv to je bil callback. callback, hvala. Ja. Ni čist dobro deloval, se vem. Super. Ja, Okej. okay. Ampak bolj kot zdravila, ki jih Tomo je. Ja. Jaz upam, da ste dojeli, da Tomo ni z nami. Ja. Ja. Ker pač... Ker bi bilo pa zanimivo, da bi se zdaj javil. Ja. Jaz sem hotel tudi reči, kaj imaš te votivne, kaj lahko daruješ, kaj veš, mogoče tudi, če imate svoje lastne izbljuvke, lahko kaj naredite z njih votivne kipce Tomota. Aha, ne, to pa To ja. pa- to pa. Oh my Mislim, God. se je on Okej. tole epizodo, po mojem, še zmeraj on montira. Tako da Meni je lahko- rekel- Vprašanje, če bodo ljudje Men- sploh slišali to. Meni je rekel, da vštim. Aha, to Aj, na lagal. fu. Ne boš ti montiral. On bi mogel. A Jaz montiram? Ja, on je na A bo meni bolniški. Ja, kako bo on boljan? montiral, če na bolniški? Boljan. Ja, se lahko leži pa na laptopu, tipka, kaj je pismo. Se ni tako težko, če jaz lahko. No, Pa sploh Tomo, ki nič ven ne reže. ja. Ampak če bo on montiral, mislim, lahko sebe poenotar s tem. Doda se vmes. Ja, doda se vmes. Da daj si replike, lahko Ja, daš. ja. Pa bomo mi blesavi Pa spadali. izpade, da best, on, mi pa idioti. Okay. Glavnem, gremo Glavnem, naprej. ja. 42. epizoda podcasta, če veš, kaj mislim, se pravi, danes bomo odgovorili na vprašanja o življenju, vesolju in sploh vsem. Za basketaše pa ne vem, za 42, kako to pa ne obvladam. Jaz tudi, mislim, ne, zakaj mene gledaš, ampak Ampak kdo dvaja 42 nogo? ne. Kaj ti zgledaš tako, da bi imel 42 nogo? Wow. O, to je pa hitro šlo. lepa, To je zato, ker- lepa. Ne, O, damn. ne, jaz nimam rad stisnenih čevljev, kot vidva. Mislim, prstov na nogah. A imaš te široke zdaj? O, si bosopetkar. Jaz sem bosopetkar, ja. Jaz sem To je res. believer v to. Jaz sem pa Birkenstock fan. Jaz pa, če se le da Birkenstock, da mi lepo malo pomaga pri stopalnem loku. Jaz pa mislim, da bi vsi mogli bosi hoditi vse čas posod. Okay. In pa gremo. Okay. Da bi vsi vi mogli bosi hoditi. Jaz sem še Ja, zmeraj kdor trdi, Ja. kdor nosi čevlje, Ja. bi mogel tudi skozi Bosno hoditi. To je to. Ja. Okay. Ja. Dil, imamo to. Pa moramo nekako tudi pisati še za slovar, ker pa ta je pa bosa, zgubi pomen. Ja. In to je največji razlog, zakaj moramo zakaj to ljudje ne narediti, ja. hodijo bosi. Da sfukamo ta To big grammar. Big grammar, ja, big grammar. Da sloveniste malo postavimo, lej, niste vi edini, ki Ej, Kozma. odločate. Ja, poslušaj. Tako da, ja, podpri.si, kjer smo hvaležni za vašo podporo, krajceri, goldinari, 5 ali 10 evrov mesečno. In pa seveda, če vas stare kakšna tegoba in ne veste, kaj storiti, je tukaj aparatus.si poševnica, kaj mislim, in pa tudi naš Discord, kjer se lahko srečamo. Pisal, ni to fino, ko nekdo pove s takim glasom, ker nimaš mirgel papirja gor te stvari na začetku. Ja, a veš kaj meni the best? Da te noben od naju ni prekinil, pa si se vsem sam. Ja, v bistvu pogrešaš. Ja, pogrešaš, da te prekinja. Ja. Jaz ne znam kaj drugače funkcionirati. Ja. Ne, nikoli ne pstite več kot 2 stavkov zapored povedati. Danes je kar kaj. Jaz nisem sposoben tvoriti Ne. več kot 2 stavkov. Vidva ste mene Niso tako stavki, natrenirala. povedi so. Oh. Ja. Če bi ti stavke govoril, te ne bi noben prekinil, ampak so 7 stavčne povedi. Jaz mislim, da tale tvoj dis mene je super za prvo posodobitev, ki jo bomo prebrali. Namreč 2 posodobitvi imamo. Anže Tomo Vinkovič iz 38. epizode nam piše: update glede linije za britja brade. Obril sem si celo glavo. Wow. To je kar statement. Falil. Ja. Zakaj si ne probal? Veš, probal je. Skozi višji pa je. Ja. Aha, Pa se bo na okej. desni, zdaj na levi, desni, levi. In je prišel do irokeza. Meni se zdi, da je res tako, da si po milimeter se je zajemal in pa pač- bil, zakaj se nisem. Ja, pa sam, dajmo, vrnk. Ja. Ok, bravo, Prav saj to je pa, dobro. plis povejte pižamcu, kje je na glasu besedi kolaž. LP. Jaz se pač opravičujem, meni možgani avtomatsko preklopijo na naglasno mesto besede golaž, ko vidim kolaž napisan. je. Ja, Kako pa ti rečeš? Mislim, da se zanč kolaž rekel. Kolaž kot si mi- rekel. Ja. kolaž. Aha,
Lačen je bil. Lačen sem Pred bil. kosilom Snemamo snemamo. tole, ja. In je pol pač Zgodi se, kar se Kolaž. zgodi. Okay. Ja. Prav, brivci je Kolaž. glavo. Ok, dobro. To je To je to. tudi dobro. Ja. To je v redu. Ja, imaš V redu. linijo, ne? Imamo pa še Jutrnika iz 39. epizode, ki nam piše takole. Oj, sloviti možganski trust, klicaj. Rad bi dal feedback nazaj, ne, všeč mi je ta dvojnost, lepo, ne. To je, se pravi, ja. Feedback, pa Tautologija, nazaj, to je feed tautologija. naprej, je v bistvu Ja, to. ja, zdaj dal sam feed. Tebe, Pižanc, malo potegnil v ta grammar. Mame je zdaj, ja. Ja, me je. Moška Saša se je prodal v Big Grammarju. Ja, se druži. Ej, ful dobro plačujejo. Stari, a veš kakšni Slovenisti so če bi noro ti videl, plačani. slovenski jezik ima najboljše odvisnike. Ja. Jaz hočem povedati, da ne razumem čist. Neki odvisni stavki, to neki se spomnim, ampak ne štekam čist. Kaj že? Tako, ne, jaz mislim Slavko Grum. Aha, to. ok. Ja. Prav, Glede glede... na skrb držati. Ja, me je odrinil, me je že izrinil ven. Jaz sem s tabo zdaj. Okay. Tole bo drugače. Dej piflar, ber. Ja. Glede tistega dogajanja na vlaku, ko je bežni znanec vedno prisedal zraven. A ja, ker ste ugibali, za mojo zaspanost ni krivo ponočevanje večer prej, ampak moja jutranja ležernost. Fair. Okay. Takole je bilo. Najprej sem poskusil Sašovo varianto, klufuta je bolje kot pest, vse človek se je zatipkal, ki je klufota. Ja, lej, pač. Ampak ker gre za precej večjega in močnejšega znanca od moje malenkosti, je potem neposredno sledila pižamova rešitev, selitev v drug kraj. Tako da, a je v Trojanah kaj na voljo? Zakaj njega nismo povabili na mesto Tomota? Saj bi se obvladal vse te running gege. Dost tehnično gledam slabšega glasu tudi ne more imeti. Ja, okay. On ima najslabši glas, Tomo. Zanča ni zlagal, da bo na TikToku, da sem mu komentiral, da je Ališič. Ja. Vse to so kul glasovi, folk si jih zapomne. Vse to je markanten. Ja. Markanten. Tako kot materino znamenje sred lica je markanten. Nisem za njega enkrat rekel, da ima glas tako, da bi nekdo operno pel, ko vleko pa makedamo. Ali nekaj takega. Nisem, Okay. ker smo v Kranju snemali takrat. Ja. Možno. To imaš... Kar še nisem zmontiral. A to je za tvoj žar? Ja. Ne, to je bilo za resnica ali laž, ko smo delali. Aha, da boš to zmontiral. Vse se bo zgodilo v naslednjih 2 Ti si mesecih. meni zdaj, veš kaj še dober joke na resnico, sem imel jaz tam noter v tvojem roastu, sem upal, da bo predvolilno mogoče. Zdaj bo, do junija bo. Dej, dokler še obstaja stranka. Ne, Fakt, sem res, dokler obstaja. Fakt, sem res. Dej, dokler obstajajo različne stranke. Ja, Dejmo ampak zdaj. sem ena. Se bo lažji. Koga boš pa ti bo. volil? Ne razmišljaj. Dobra fora. Eno od kljuke. Joke. Okay. Ni bilo tako hudo, v bistvu so me rešile Slovenske železnice, to je zagotovo stavek, ki ga ni še nihče izrekel. Vlaki so začeli tako močno zamujati, beri 20 do 30 minut, da sem začel hoditi na vlak prej, da sem prišel v službo ob tistem času, kot bi moral priti z običajnim vlakom, ki odpelje kasneje. To ni šala, ampak resničen primer. Od takrat tega znanca ne srečujem več in lahko mirno podkožno razmišljam. Mimogrede, stric Bedenko je to v risanki Jajo in Pajo. Ja. Ni stric, dedek. Dedek Bedenko, ja. Tako da konec dober, vse dobro. Skratka, pametno modrujte še dalje, vaš zvesti Jutranik. Ja, pa bomo, no? Pa nice. Modrovati. A gremo kar modrovati na prvo tegobo. Mister Zemf. Ja, Okay. Naslov tegobe. To mi je všeč, napisal je direkt, je dal subjekt, tako da vemo, ne, Ja. da ni treba. Direkten Naslov človek. tegobe. V oklepaju večno, prehlajeni sodelavec, še en oklepaj ni Tomo. Le zakaj sem to izbral za prvo vprašanje dneva? Le zakaj? Ja. Oj, možganski trust. Sodelavcem spremljava vaš podcast, on medtem ko na kolesu goni v hrib, jaz med kakšnim rutinskim delom v pisarni. Tukaj se že vidi, da kako marati svoje delo. Ja. Rutinsko. Ja. Vedno se dobro zabava, res ste kul ekipa. Hvala. Thanks. Joca, už rekel hvala. Zahvaljujem se jim. Hvala te, pizda. Hvala. Ja. Jamranje ostalih poslušalcev je tudi naju napeljalo na idejo, da vas prosiva za nasvet glede naše pisarniške tegobice. Imava sodelavca, ki je čisto prijeten fant, ima pa eno neprijetno lastnost in to je, da šmrka. Ne, nič ni za cenzurirati. Prej bi lahko rekel, če veš, kaj mislim. Če veš, kaj šmrka. Naš večni prehlajenko, za razliko od vašega, ni naklonjen robcem. Odvečen material raje reciklira, zvoki, ki pri tem nastajajo, pa so res neprijetni. Sploh, ko enkrat postaneš pozoren na to in še bolj slišiš vsak šmrk in hrk. Okay. Oblada tele onomatopoetske
Kaj predlagate? Ne, Sašo ne moremo ga ubiti. I'm out. To je bila moja rešitev. I'm out, sorry. Vidimo na vama zdaj. Ja. Mu kupimo paket robcev, to mu kaj priporočaš? Sorry, to tudi Amazon odpade. najcenejši. Ja. Amazon DE, Ja. najcenejši. Ali obstaja možnost, da ne bo razumel, zakaj saj jih bo preprosto začel pomakati v malinovec in jest? Mi pa mu zaželimo doba teka. Kako slabo. Ja, Ja. Šalo na stran, kakšno šalo, tlej nisem bene šale videl. Ej, Kako prijazno in učinkovito sodelavcu namigni, da vlečenje šmrklja v nos na vas glas ni the way to go. Kaj pa če to ni res, da je to the way to go? Kukor jaz vem, Ayurveda, se pravi, stara Ja, neka ta- predindijske stvari. predindijske stvari. okay. V sanskrtu napisane. Moja kolegica je bila na Šrilanki, se mi zdi, da tam je Ayurveda full in, Okay. zdi se mi. Ne, In je v razlagala, Makedoniji je Ayurveda. da oni učijo v resnici, da je bolj prav, kot smrkant ven, kot skozi nos, je potegniti nazaj not, pa Jaz sem tlej ima že pol dodatek rok, lahko tako kot planinci, a veš, ko si zatisnejo eno nosnico. ja, ampak to gre skozi nos ven. Aha, se pravi, sploh prav ne smeš. Ayurveda, češ ni ta pravi način, ampak je potegn nazaj gor. Zdaj ne vem, ali je mišljen tam, jaz bi rekel, da ne pogotneš, ampak da pol in ven. In po mojem Kitajci tudi bolj tako delajo. Ne vem, a ste že bili na Kitajskem? Drugač nisem bil, ampak sem pa slišal, da veliko pluvajo vse čas po Ja. vse to. Tako da ja. Se pravi, so pravi- najstniki. Mislim, Visoki zgledajo. so tok. To si Ja. hotel od mene. A si Ne, to ne. hotel od mene? Ne, nisem hotel. Jaz sem pač samo veš, kako Ja. se videl, da tudi verjeta, ker vrataš tam 13-14 let, ko pogruntaš, da imaš čist preveč sline, da jo ne moreš pogoltati. Jaz včasih rad plunem, še zmer. Ampak tako. Sašo ima Na ljudi. drugače. Ne, Plunka mislim, tako. delavec ali je na Ne. Ampak tako, včasih sede plunt, to hočem reči. Včasih sede plunt. Jaz na kolesu največkrat plunem. Evo, ne. Potegnem gor in čuf. Puf. Ne vem. Mislim, najhujši so oni plunki zjutraj, ki si zmačkan, ki jim mastečeš, kaj lahko žabce z njim delaš. Nisem sejl. Okay. Jezus Kristus. Okay, kam smo? Ne vem, to je šlo od predela. To je šlo drugam. Drugače to ima nek smisel, se pravi, kad ti kihneš, pa kad ven pihaš, Gre ven. grejo bacili, pa vse gre povsod, ne, tak prah bacilov je. Če ti to noter potegneš, Kihneš ne moreš, to kihneš je telo Ja, ja, ja. reagira tako. to je res. Ampak ko pihneš, tudi sem neki gre ven, ne, pač neki. Ne ujameš vsega v robček, verjetno. Ne? To A, so ko mikrodeli. pihaš, Ja, ja. ja, ko Ja. vam pihaš. Sprav ta neka. Sploh če ta poceni robce, ki jih gotovo Za Mislim, Amazon, da ja. so imajo Ja. 3 luknje, ima vsak. Ja. Ja, to ni nič eno. Ne, sem slojni. ni fin, ne, res te, tako kot maske imaš, neki une D3, Ja. Za slovenski popularni podcasteri so večplastnejši od teh robcev. Tako. Oh, wow. Wow. To je bilo lep dis. A je to naslov? Ne, ni. To je predolg naslov. To je predolg naslov. Se pravi, gre naokol. Ti to noter posrkaš, lepo ujameš, oblikuješ v svojo slino in pluneš ven lepo na tla, kjer kaj, en jež se bo okužil. A veš, ne bo se, a veš, ne. Tako da to je maybe dobra rešitev, ne. Mislim, bolj gre na to, da zakaj smo mi tako evropocentrični. Če imamo mi tak Ja. način, odkje zdaj vemo, da je to edini pravi? Ja. Mogoče bi ga, ne, jaz se strinjam s tem, ampak kako mu pa to pokazati? Kaj, če bi mu dalo kot pljuvalnik, veš, kaj smo zmerili v Kaj pa srečnem imaš to, luki? kaj ste mi to prinesli za To je pa rojstni dan? pljuvalnik. Pljuvalnik. Recimo, ja. A veš, mogoče se pa to, pa mu bo kul, a veš, pa ima pa lahko team building in dajo na različne dolžine, a veš, in kdo zadane. Kad smo Wow. želeli, ja, Wow. to je meni lej, dobro. To je dobro. Korpo povezovanje. Lej, to, Ja. imamo to. Lahko ponujemo to lahko mi ponujemo kot team servis, building. kot team building. Ali pa oni iz prejšnje oddaje na Prekvir placu. Vse to je lahko, to se vse poveže. Mi imamo toliko biznisa, mi imamo toliko milijarderjev. Samo ker bomo mogli nekaj narediti za Ja, to. čakaj, to še pride. Zdaj Zdaj smo v fazi zbiranja idej, naslednjih 20 let zbiramo ideje. in pa zafuramo. Ker si prej rekel, da to, zakaj smo tako eurocentrični po te zdaj. Evropa ni najboljša glede higiene, zgodovinsko Kje pa je gledano. Ne? najboljši? Ne, mislim, hočem reči, mi smo imeli te Kuge. Kje je zdaj kuge, boljše? pa vse te zdaj. Ja. Kje je zdaj boljš, kot v Evropi? Ja, prej si rekel Singapur. Singapur Sam definitivno pa ne je smeš bolj. pluvati. Ja. Ja, tam ne smeš pluvati, to je res. Ko so jim je pa to ratalo, nimajo oni največ. Aj kazni imajo, full grozne visoke kazni. kazni, Ja, da te Ja, zapora. tam, če pluneš na tla, je tako kot v Sloveniji, če 3 firme prepeleš v stečaj. Se pravi, greš v politiko. Ja.
Zanimivo. Hotel sem reči, da smo, kuge, pa to srednji vek, pa vse to. V Kranju imaš kaj, Oscana pa Ostrana Gasa stane, ulice. Avstralija je tu, kaj unata kontra. Tako da je Ostrana. Ostrana Gasa je ta stranska ulica, kamor so stanje zlivali, a ne skozi okno ven. Ostrana je pa kamor so drek zlivali. V kontrastran, zato ker Kranj ima to klasično zgradbo, kjer imaš ti glavno trg, pa glavno ulico, pa imaš pa dve vzporedni še. Zato ker je bil glih tok placa gor na skali. Jaz mislim, da smrka pa vse to se sliška noter vleče, zato ker ima pretanke lukne v nosu, po mojem. Okay. Treba jih je razširiti, navlečite ga na koko. Jaz sem tudi hotel reči, to je vedno vprašanje. Jaz zdaj ne vem, ampak če si na koga, ali se smrku sploh še dela? Jaz ne vem, kaj. A ga sprot požgeš? Ne vem, Joco. Trije, ki nimamo, po moje, full velik. Ne vemo. Jaz bi rekel, da je folk krma zamašene nosove. No, in ne smrka. Ker ne morajo. Ja. Ker jim čiza štopa nos. To. Možno. Kaj jaz vem, Artie Lang, ti veš, kjer komik je to. On je pač znan po tem, da je ogromno, koliko je posnimal do te mere, da pač zdaj nima več nosa, nos mu je dol padel. Tyrion je zdaj. Tyrion, oziroma Tiho Brahe je bil brez nosa, ta astronom. Aha. Ja, on je imel srebrn nos. Aha, ok. Ja, to vsi vemo, ne? Mislim, to je bilo dvakrat smo imeli v podrobnostih oziroma glavah. In to sem si zapomnil. Točno. No, zdaj vem, In moj nos, sesedel sem moj nos, kaj ta hrustanc je prežrl. Tako da ali se mu zabaše nos, ali se mu pa sesede nos, v obeh primerih ne bo smrkal. In druga stvar ima dosti plus, veš, pa lahko na firmi naredijo Game of Thrones, gledališko predstavo in igra Tyriona. Ja. Veš, kaj sem se zdaj spomnil, v bistvu. Zdaj smo še zelo na različne, da obstaja tudi, veš, kaj otroke, ki moraš otrokom brisati nos, ne? Oni sesalci. Nastavek za nasesalce, imaš tudi samostojen sesalc. Ja. Različne variante, kako. In da mu zelo znati. A ste imeli vi unga na sesalc, ki mi nismo upali, mi smo ga tam malega ročenga, kaj. Ne moram se spomniti, imeli smo tudi nastavek za nasesalc. A ste imeli nastavek za namočo tudi? Za namočo? Ja, ne vem, kaj probaš. Unaš, karpa. Ne vem, če bi delali sicer, ampak. A ni en, kar tudi ti ven potegne. Ja, to smo imeli. Dejta sodelavcu. Oh my God. Da prideš do njega, pa rečeš, sam mal, pa mu daš nos. Itak smo zdaj vajeni, ker bomo zaradi pomankanja benzina začeli krasti ljudem benzin, a ne, in ga bomo znatego pretakali. In se je treba naučiti, do koliko lahko potegneš, da se ustavi pred usti. Ja. Dvojn, to je dobro. Ja. Rabaš trenut, a boš bruhal, da je kele v uno, kaj to. Ampak nasesalc bi lahko dal, no, ta za nasesalc, ta je legit, ne. Recimo, to je daril lahko. In da ima pač on, da jim sesalc tam dajo in ta se zdaj že industrijski sesalc ima zih na firmi. In ima sam se parklop, ali pa te tamali, no, se po mojem bi se tudi dal, a veš, kaj so za spihvat stvari. Ali pa na enega Dysona, ki lahko sam naundaš gor, ne, na ta zgoran del, kaj motorček. Pa recimo ni teglih Dysona, se imaš na temuju zdaj celega boga, Xiaomi ali neki. To je dobro. To je okej. Jaz bi, to je najboljša rešitev, se mi zdi. Tehnološka. Tako, ja. 2026. Kdo ne mara tehnologije? Ja, to je res. Ludisti. Ja. Ampak to moraš zdaj predstaviti tako, kot je nek črn oder, ti priješ gor, 2026. Ja, piče nam to idejo, dej. Po mojem, ti si najbolj ta, ti zgledaš kot človek, ki bi prišel gor. Najbolj Steve Jobs od nas si. Robci. Kdo rabi robca? Drže stran. In se v zadnjem je bilo prej črno, se zdaj razbije. Kaj je bil oken? In so šli kao robci čez in je tako, so veliki, a veš, malo s perspektivom se igramo. Seveda. Ker je tehnologija. Ja, bravo. Seveda ne rabimo jih več, neki, kako je hudo. In neka muzika se začne, kaj je tisto, Odiseja 2000. Also sprach Zarathustra. Tako, kot je rekel Zarathustra. In sesalc. Vsi imamo doma sesalc. Ja. In pač nek ful hud sesalc. Ja. Lahko je Dyson, lahko je Xiaomi. Ja, to. In zraven priješ ta nastavek za sesat ven. Ja. In pol v tistem kihnem. Jaz. In je tako smrkul ven ti strli. In ne skrbi. Vse ima pod kontrolo. In
tako ful lepo sestavljam. Odzad je, pazi to, odzad za mano je tiskalo pred črno, je zdaj vsem povečan, ker se sestavljam. Klek. Nice. Zelo, a veš, od blizu. Ja. Koreografija je. Ja, hodo. In pa sam se približa kle na ta smrk in to ne. In 1000 ljudi v auditoriju v Portorožu stane in ploskajo. Pa vsi imajo une, ki imajo to untrakac, pa nekaj, veš, da so MKBHD je tam, Linus, vsi so tam. Trije so skupali, ko so rekli, to je spremljivo. Drug dan na Ljubljanski borzi ta glaven tikar je SMRK. Ja, smrk. SMRK, sam gre gor, grafi grejo gor na borzi, sam gor. In te youtuberji, ki prodajajo kripto, pa to so tako, morate investirati, a veš, ne? Ko je to. In bam, biljoni, ne? Milijon. Ampak zdaj, zdaj sem se spomnil, eno stvar, danes sem dobil od kolega finančnika, da je, a poznate Allbirds čevlje? Ne. To so neki superi, ki so ratali popularni med temi Silicon Valley. Se pravi, kao neki volna, umetno, neki to materijali. Ali ne vem, ali so vegan, ali ne vem kva. Neki v eno smer, vsi nosijo to. Mislim, da če Godler je nekaj razlagal o tem Allbirds. Oni so zdaj dali, firma se je v enem trenutku usmerila v AI in je šlo krat 100, ne vem, cena gor. Dobesedno se je zgodil nekaj podobnega z random čevlji. Hudo. Pa se bojo valjda pojavili še pocen, a veš, kao iste rešitve, sam pocen stemuja pa to, ne? Yeah. Tako da ne bo sesavc, to bojo sam čepki za ušesa, pa pač rešiš tako, da daš vse po ušesa, ali pa njemu v nos. Pač to je to, po mojem. Čepki za ušesa? V nos. 100 fora, da jih daš v njemu v nos. Ja. Sam pa jih ne smeš zamešati, pa da vse po ušesa. Ja, kasneje. To je dosti smiselno. Ja. Da ga prideš da misliš, da bi bili v pisarni tako kot neki, kot imaš za marele, recimo, imaš v pisarni, imaš skupne marele, imaš pa tudi čepke in jih pa tudi nazaj daješ. Fishbowl random čepkov. Od nekog čepkov. Ampak grejo nazaj not in to je to. Čepki za ušesa za nos. Jaz resno upam, da naši poslušalci zdaj to poslušajo pri kosilu. Ja. Zemf, ni zakaj. Druga tegoba, ime Julija. Pozdrav, že leta uporabljam LPP, spomnim se časov, ko sem za potrditev vožnje vrgle pri vozniku v skrinjo žeton, pa mesečnih vozovnic sliko, ki si jo pokazal vozniku in seveda kartice Urbane, ki sem jo vedno validirala pri prvih vratih. Zdaj uporabljam mobilno aplikacijo Urbana, ki, ko jo imaš odprto, zazna bližino avtobusa in ti odnese znesek. Po 25 letih bežnega komuniciranja z voznikom, ko je opazil, da sem vrgla žeton, pogledal vozovnico oziroma slišal potrdilo od Urbane, zdaj ni kontakta. Seveda mu pokimam, ampak ne vem, naj pokažem telefon, kao da mu vidi, da sem plačala, naj sam pokimam in gre naprej, naj sploh ne pokimam, prosim, pomagajte, fizične kartice zaradi praktičnih razlogov ne uporabljam več. Pomes odgovoril na mesjocota, pejc s kolesom. Good point, ampak jaz grem tudi sem paket tudi z busom. Okay. Prv super mi je z busom. Tak, ne vem, cool. Ko priš gor pa si, te vonjave, ko sem to pogrešal. A tebi smrdi na busu? Meni da smrdi bus, ja. Odvisen kdaj si. Jaz nimam toliko feelinga, sicer ne grem nikoli ti najhujši gužvi. Jaz sem šel doskrat, ker sem bil študent, sem bil velik v najhujši gužvi na teh trolah. Ker si bil študent, se je on z kabriotom vozil po Ljubljani, bil bančnik. Malo drugačen life. Ja, to sem počel. To sem velikrat v lifeu počel. In so bili... Enkrat sem Gudarja prosil, če odpreva streho, pa je rekel, da je K2. Ne bom rekel. Zdaj mi je to imamo v glavi, okay. Proti poletju 6 nabasana, ko vsi švicajo gor, ta star, to ima svoj, to ima neko posebno aromo. 5 ob 10, ne vem. Ja, mogel sem biti nekje ob 4, bom šel ob 10, bravo. To bil cimo cajt, bi že peš prišel. Ja. Kukor nam peš hodil. Ne, mislim tako. Ne, v vročini, ali pa kaj vreme solidno, res ne grem na bus. Ja. Ker kar je rekel, kulo. Yes. Ampak pustimo te temne teme, ne, Saša. Kulo pa uporabo. Ja. Meni to tudi, meni manjka isto ta kontakt z šoferjem. Itak ti treba ti pri prvih vratih. Jaz sem začel, greš lahko tudi s tem, greš tudi pri srednjih vratih. Ja. Mene je najbolj presenetilo to, ker sem v aplikaciji,
Samo te ena babica gleda, ki ne šteka, pa misli, da se šverca. Pa se to je isto, kot kar greš tankat, ki plačaš za aplikacijo, ki te vsi gledajo, tako veš, ta se pa kar odpeljal. Ja. Za slavne je pa kar drugačno. Oni pa kar drugačno pravila. Isto si lahko tle, na busu. Zato da mi plačamo 2 evra. Lahko greš na trolo tako in nonšalantno mimo šoferja, tako, kot bi bil Joca. Jaz se ne ukvarjam z vami, plebejci. Ej, a pa njemu sede, da mora z vsako imeti to interakcijo. A misliš to? Ne, šoferju. Aj vozniku. Veš, kar je pri šoferju počas pisali, ne se pogovarjati s šoferjem. Ja. Se pravi, če bi pisali ne komunicirati, bi rekel, ok, ne. Pa ne dajo nalepko ne komunicirati z šoferjem. Zdaj, kaj je problem? Problem je tudi, ker meni se zdi, da doskrat, če greš gor šoferja, trole pa zmotiš, ko se on z nekom po telefonu že pogovarja. In dosti neuludno, da bo pa še ti pozornost. Good point. Ampak jaz še zmer sem v tem, da jaz rabam nek ta... Ja, se je okay. Se čez tegneš, pa mu daš poljubčak? Poljubčak, ja, poljubčak na lička. Poljubčak na lička je običajna. Ampak... To jaz mislim, da je to naslov. Sama veš, da... Potencialni. Jaz zdaj nimam na urbani nič keša in mislim, da kar s kartico plačam. Sem s telefonom. Tam pa se sliš pip. Tam pa ponovadi, če imam pol še tamavga ali pa da sem za celo družino, pa moraš govoriti z njim. Kaj rečeš, dober dan, 3. Tako. V Rimu, ko smo bili, je pa tako, da ne moreš pač pretakneš, ampak ne moreš 2 za eno kartico. Tako da hvala Bogu, da imam jaz eno na uri, pa eno fizično. Pač 2 banki razni in sem pol pip, še ne moreš za eno kartico. Za 2 osebi plačati ene vožnje v Rimu na javnem prometu. Zato, ker pa sem pa enkrat je pa prišel model gor, pol kontrolor. In si dal kartica, in pa sem na uri in pogleda in je kao, je bilo prislonjen, ima zabeležen in je. Pri nas ti pa šoferov tipka 3, pa pol. Ok. Sprav, rešitev je očitna. Zmer pejt s frendi. Plač 2-3. Ja. Plači še nekomu za sabo. Ampak kar enoš, tako kam imaš uno, veš, burek za naprej ali pa kava za naprej. Ja. Ti rečeš šoferju, eno za naprej. Ko bo en prišel, ko bo rekel, brez karte sem... Zmer 2 plače. To je to. Ja. To je rešeno. In pa imaš avtomatsko komunikacijo. Če rabiš komunikacijo. Eni rabimo komunikacijo, ne? V življenju. Ne, jaz tudi, mislim... Jaz tudi. Ti ne rabiš komunikacije. Ne, rabam. Rabam jaz tudi, če grem na trolo ali pa kaj taka, jaz rabam živijo. Vse to, te stvari. Nevljudno se počutim, če ne rečem. Vsem rečem. Živijo. Kako lep dan je, kaj ne? Komu lahko dam avtograme, poznate, jaz sem Saša Stare s Pop TV. Ja. Ali pa, kdo se gre na sredini stati, brez da se držiš. Ja. Ali pa Joco pride in reče, ok, dajmo zdaj, kolo ali taksi? Jaz imam... Postavite se vrsto in delamo. Ne, da pozdravaš, to je tudi rabam, ker mi je nevljudno, pa hkrati je tudi neko to plačilo, nekje mora biti, nočem, da mislijo, da sem baraba, ta fora je. Sem plačal, ampak jaz tudi recimo, ko s telefonom plačam, pa je že pip, ne? Ja? Že veš, da je plačan, jaz ne naredim sem cup, pa grem na duštacun. Ja. Ampak je, počakaš. A je šlo? Ja. A je šlo? Odobreno čakaš. Ne. Odobreno je že, jaz že vidim, da je odobreno, ampak jaz hočem, da oseba tudi reče. Nisem jaz taka laufa, ne? In oni so tako, zakaj se so nam naša 80-letni dedek? Ne, ampak je recimo rešitev, če rabaš interakcijo na busu, je rešitev, da random človeka pozdravaš, recimo, da se je prosto, pa se začneš pogovarjati z nekom drugim. In ne veš, kaj lahko narediš to. Začneš se pogovarjati z njim če veš, kaj mislim. Da si nekaj poslušaš, čakaj. Ne rečeš, a vi poznate, si daš kako slušalke, dober dan, a vi mogoče poznate podcast, če veš, kaj mislim. Čakajte, to je dobra ideja. Pa daš na drugo slušalko, jaz skupaj poslušam. Jaz bi šel celo toliko delati, da bi rekel, če lahko naši poslušalci to delajo, ne samo na busu, greš kar po bloku, pa potrkaš. Dober dan, a ste slišali že za podcast? Ne, posnamaš podcast na kaseto in daš šoferju, a lahko date to gor. To sploh ni slabo. A bi lahko mi prodali kasete. Mi mogli imeti tako, kot pazi to. Kot se pravi, mlekari včasih, ki si v angliških. Ti prazne kasete, a veš, in vrneš. In ti dobiš novo, ali pa imaš le 3 v krogu. A se ti zavedaš, kakšen strošek so trenutno kasete? Ne, sedaj se jih nove nek naredijo. Ne, samo stare. Ful so drage. Pa se jaz imam... retro, da to stane. Koliko jih prodaja? Koliko misliš, da ena kaseta stane? 1 evro.
V teh skupinah, ki imaš vinili, pa to, pa ki si pa imajo, jaz imam še tle zelo 10 €. Ampak po 10 €. Ne, prazne, zapakirane. Prazne, zapakirane. Jaz sem šel enkrat, kaj tam malo hotel imeti kasete, ker tam imajo pač, jaz bom retro, jaz bom imel fizične medije in je hotel par kaset in sem gledal pač. Po kom je to? Ja. In sem šel v eno teh ploščarn, tle v centru, imate tudi kasete, koliko pa je, fucking 14 € je hotel za eno kaseto. Rekel, hvala, pa sem jih naročil z Amazon D, kjer so bile 3-4 €, pok 5, pa so bile malo bolj enoplastne, so veš, kot to je nek ta kromo, neki metal. Ampak je bilo tam malo, je bilo kul, veš, da se malo zatopiš, da bi dal 15 €, tako da mogoče pa to tudi. Ta star, če greš na podstrešje, jaz imam 100 kaset. Jaz nimam, sem se selil. Lepo spravil podstrešje. Če veš, kaj mislim. Niso samo. In ti si mislil, da boš danes fino skozi prišel? Jaz sem mislil, da ne bo teh napadov, ampak so kar se zgodili. Milo mora, ali smo rekel, da mora skupaj držati? Ne, zdaj sem videl, da se tam skrb. Ne, ampak dobro, daj prenesti kasete, pa bomo. A veš, ne, bomo pomagali. Zdaj si šel že naprej. Joca ti je povš tega podstrešja, ki ti imaš vsaj prekritga. Jaz sem odkrito streho. Ti imaš kabrio. Kabrio v lifeu. Ja, jaz imam kabrio v lifeu. Ti imaš kabrio v lifeu, in to je potencijalno naslovne. Ok, se pravi, v bistvu poanta zdaj je, dajte komunicirati z voznikom, z ljudmi, vse to o tem podcastu. To je dober icebreaker, pa fantastičen, kako se reče... Začetnik pogovora. Tako je. Zavk pogovora. To je lahko tako, ker na teh, veš, ko pride folk na kakšnih podzemnih v teh pač večjih mestih, ki pa, dame in gospodje, tukaj imam nekaj za vas, malo poslušajte, prosim, pridite malo bližje in pa imaš neko in ti isto govoriš. Lahko pa tudi na boombox zdaj imam na... Lahko pa, na boombox pa daš poslušati. Če ti je toliko neroden, veš, da ne upaš direkt komunicirati s folkom. Dajte samo en ta velik prenosen, zdaj Bluetooth zvočnik, mogoče če ima tukaj velzga, ki ima lučke. In na troli je to praktično nujno, da to narediš. Na troli je zmeraj enka na boombox. Zakaj bi poslušali neko pocen sodobno glasbo z enega Bluetooth zvočnika, če lahko poslušamo, če veš, kaj mislim? Pocen sodoben podcast. A veš, kaj folk, kad doskrat vidiš ljudi, ki hodijo po mestu, pa ima tako pred sabo na speakerphone, zato ker ne vem, seva drugače v šesa ali kva. Na ta način poslušajte naš podcast. Posebej, če greste na bus. Vse sam to je. To je v filharmoniji. In isto unmo razložiš tam, tudi temu šoferju, vse imam lahko na speakera, ne? To je to, in si še to rešil. A grem lahko na vaš CarPlay? Ja, tank se preklopiš. In kamorkoli se usedeš, če veš, kaj mislim. Dobri so, ne? Če greš teh maš, pejte v zakristijo, pa odklopite kabel za zvočanje, pa dajte svoj telefon, pa ga med pridko predvajati. Vse je začetek, zdaj si imel na cerku dejansko. Začetek je bil na cerku, tako da bi šlo čez. Zanimivo, malo drugačno. Ta del je primeren za 4. nedeljo navadnega leta. Ja. Ali pa, mislim, lahko pa tudi se delaš, da delaš, a veš, kaj imaš te Instagram, ki hodijo po New Yorku, pa pride do enega in reče, jaz hodim okoli, pa se pogovarjam z random ljudmi, a mi poveš tvojo življenjsko zgodbo in delaš to z vozniki LPP avtobusov. Da jih sprašuješ po življenjski zgodbi. Dokumentar začneš delati. Basically, ampak ta Instagram, veš. Bolj na hiter. Ja, no, mislim. Da lahko da bi malo. Ja. Ampak kraj, dajte naš podcast promovirati. Ja, no, to je mogoče bolj. Julija, ni zakaj. Ja, ni zakaj. Tretja tegoba, Sergej nam piše. Spoštovani možganski trus ČVKM, neuradni odrešeniki pisarniških nedelavcev po državi. Končno je tegoba našla tudi mene in svojo tematiko, trenje med sodelavci, kot nalašč sodi v vaša ušesa. Pred nekaj meseci sem v srednje velikem podjetju uvajanje dobil sodelavca. Lahko prekinem. To je vse en. To je najdaljši. To vidiš, da je res. Res, ko se mu ni dal delati na čas. Pa je napisal najdaljši možen. Mislim, da je 3 dni to tipka.
En delovni teden je tle, zdaj mi imamo. Okay. Ampak smo pa veseli, da to napišete sami, ne z ChatGPT. Tako, hvala. Nasploh se redno sprašujem, če svojimi dejanji nad mano vodi nekakšno skrito kamero, igro moči ali me zgolj želi spodbuditi, da grem svoj čas podarjati drugemu kapitalizerju. Tam je tudi všeč, kapitalizer. Ta situacija me bo porinila čez rob zadnje opcije. Kot v večini pisarn imamo kuhinjo, kjer sta dve omarici s skodelicami za kavo. V eni so skodelice mešanega porekla, ki so si jih sodelavci prinesli sami, v drugi pa so bolj enotne, ki freelancajo med mizami tistih, ki si lastne ne morejo privoščiti. Se pravi, dela v šolstvu. Okay. Ta sistem se mi je zdel za pisarniško okolje dokaj samoumeven. Preomenjeni sodelavec pa si je v drugem tednu zaposlitve prilastil mojo skodelico. Takrat mu nisem rekel ničesar, ker ga nisem želel kritizirati in sem sklepal, da bo sam ugotovil. Ni ugotovil. Vsak dan pride malo pred menoj in jo vzame. Vmes si mi jo je uspelo izboriti in je cel teden stala na moji, njemu sosednji mizi z namenom, da pokaže, čigava je. Če bi to pomagalo, seveda tegoba ne bi pristala tu. Nazadnje sem sklenil, da je preteklo preveč časa, da kaj rečem, in prinesel novo. Naj obdrži staro, če mu je všeč. Sem si mislil in se trepljal po rami, to lažeč, kako dober človek sem. V istem tednu je mojo staro skodelico upustil in preklopil na skupne. Misleč, da je problem rešen in da imam zdaj največ skodelic v podjetju, se po kakšnem mesecu sprehodim po jutranjo kavo in glej ga zlomka. Nove skodelice ni v omari. Problem rešim staro in grem nazaj do omizja, kjer pa se po tujih rokah klati nova. Seveda spet nisem rekel ničesar. Kako naj rešim situacijo s čim manj pasivne ali aktivne agresije? Zaenkrat mi na misel pade le, da obe pobarvam rožnato, ker ga bo to verjetno odvrnilo. Vnaprej hvala za pomoč in lep pozdrav, Sergio. Ja, to je za... Jaz bi mu dal kresnika, mislim. Kaj, to je za kresnika skoraj. Mislim, kar napisano misliš. Ja, ampak ne, hočem reči, situacija je pa, ta človek je psihopat. Kdo? Je ta drug. Ne. Kaj jemlje skodelico? Ne. Zmerni govor. Ne. Veš, kaj je fora tukaj? Če si lunke skodelice jemljaš. To je čisto klasično. A imaš skodelico Bernarda, najboljša teta na šitu? Ja. On ima čist, zakaj, mislim, kako se vedo. To je ta klasična, da moraš ubiti probleme, dokler so še čist mehni. Ja, se strinjam. Da rečeš, ubiti je Sašo za. Ja. Ne, no. Mogo bi takoj reči. In zdaj čuden, če bi zdaj rekel. Fucking te šalce so zgubljene. To je to. Ampak ti se lahko nekaj na tem naučiš. Prav. Se pravi, takoj, ko bo naslednjič šolo enega Greenhorna, zelenca, ja, mlečno koš, mlečno zobca. Šalce na tej strani lahko odpiraš samo in izključno, če už svoje prinesel. Ja. Na tej drugi strani klemaš pa te random šalce, ki jih folk doma, ki žena pravi, da rab nove šalce, prineseš te šalce, ki ne veš kam, z unimi starimi šalcami, jih prineseš sem. Ja, in lahko vzameš te šalce, kadar češ. Ki je pisal, da bi on ga imel v uvajanju. Ja, on je zajebal. Sergio, treba si je priznati, ko zajebeš, si treba priznati čim prej. Je pa varianta, da Sergej zdaj gre en dan reče, fantje, bom jaz pomil skodelice, ki malo so že umazane, in po nesreči razbija vse. Nice. In pa reče, fuck, sorry, zdaj si pa vsak svojo prinese. Reči, da je skupen problem. To je dobro. Kaj pa, če samo narediš na tem delu omare, da se gor napiše lastniške šalce, na drugi strani pa komunalne šalce. Ali kako bi rekel? Ja. Če si komunist, vzameš levo, če si za tržni sistem, vzameš desno. Če si za zasebno lastnino. Če si za zasebno lastnino, vzameš desno. Se pravi, na desno daš sliko Mahniča, na levo Kordiša. Jaz mislim, da... A kaj pa, če daš sam to šalce, da imaš polovica šalce, pa gor sliko Mahniča, pa pa Kordiša? Jaz sem prepričan, da če pisarno politično tako razdeliš, da to bo sam boljš. Dobar. Ja, to bo dobro. To ne more biti slabo. To bo izboljšalo dinamiko na delovnem mestu. Absolutno si bojo prej povedali, če jih neki mod. To sploh ni slabo. Se pravi, mi imamo to težavo, da ti... Predolg cajt je pretekel, da bi rekel. Ja. To je klasično, vsem se nam to dogaja. Ampak v politiki pa nikoli noben problem ni za nazaj, ni za 40. Takrat po vojni ste vi. Se pravi, ti moraš samo vzpostaviti, da se začne čim več o politiki pogovarjati in bo pol čisto normalno, da mu naprej vržeš nekaj, ki je naredil pred pol leta. In če ti teži,
mu ti pokažeš notarsko overjeno listino, da je šalica tvoja. Ja. Ne, samo to ne, to ne drži. To nima. To ne gre pred zakonom. To je vse. Notari so pičke, vsi to vemo. Ne? Tako da nima veze. To so nove majice od našega podcasta. To je tudi naslov, pizda. Notari so pičke, evo. Kaj pa bo, prekinul sem to, kaj ti bo notar prišel, drž se tega, ne bo, ne, ker so notari pičke. Ja, už pa videl, ko šparabo kredit za stanovanje, pa kad bi mogel eno verovati pogodbo. Dobar, to je še daleč. Mislim, pri teh cenah. To je kar elegantna rešitev, da prijemo do tega, da lahko naprej začnemo metati. In da to se ne zdi kot nekaj, kar je narobe. Jaz bi razbil ali pa odnesel svoji 2 šalci, pa počakal pa uporabljal skupne 2 tedna, 3, pa je pa novo svoje prinesel, pa bi šel mimo njega, pa mu je dal pred faco, pa rekel, moje! In pa greš naprej. Pa to lahko začneš z drugimi stvarmi. Ker ni nujno, da nočeš povedati, da je šalca, ampak že s kulijem začneš. Kuli, moj! Ja. Pa bi ga nikoli ni vzel. Ja. Ampak ti zdaj ga tudi ne bo. Ampak to moraš tudi drugim delati. Ne sem njemu. Moj! Ne, skupen! Minder skupen! Ti konca, moj! To random ljudem govoriš. In polka bi enkrat do šalce, se v njega obrneš. Ja. Šalca, moja! In je, noč ni čuden. Sam imam nek teden, kjer razglašam stvari, čigave so. Ja, to je dobro. Ne vem, veš telefon, tvoj! Ja. Zameš tvoj telefon, ne. Ali pa če ima ta Sergio, kakšnega otroka, ga lahko veš, ka imajo otroci delovno prakso. Pa se vsem tudi, če še ni v šoli, pač njega pripelje na delovno prakso s sabo. In vsakeč, ko bo on vzel njegovo šalco, ne gre njegov otrok, ta je od mojega očija, ta je od mojega... To mesli še bolj. Si predstavljaš, da ti probaš delati, pa da ti 3 ure otrok nabija na uho, ta je od mojega očija. Ja, in hod po celi pisarni pa različne stvari, tudi klejma. Ja. Lahko pa najdeš isto šalco, ko si jo kupil, sam tako res poceni stemuja, tako da zihar je, veš, da so neke strupene substance noter. In sam ker vse, kar je stemuja, je strupenik. Ja, ne bi del usta, kar tam dobil. Mislim, iz kepa kupuješ stvari, ki jih pač z veseljem daš v usta. Je ponovadi za avtobusno, ne? To je... Aj to? Za šala? Za avtobusno postajo. Za železniška zdaj se prenavlja, pa ne more več tam biti. Ja, ne na temuju. No. Ne, niso te horror stories, ko so si ljudje kupali majice iz temuja, pa so imeli noter neke kemikalije, pa so pa imeli ožganine, a veš pa te zadeve, ne? To... Da stemuja, kar ko daješ na telo ali pa v telo, ni fajn šin ali kar. Če uporabljaš šin, dobiš šin. Kaj? Šin. Ta razjeda gnojna, ki se ti naredi zaradi okay. Se okužaš. Temu recimo, to vem, kaj Kozma razlagal, pa je callback na Big Grammar. Trubar je imel to gnojno razjedo na nogi in je folga to traumiral. Ok. Jaz ne vem, kaj meni je, da se učimo. Ne vem pa, kaj s to informacijo. Ampak hvala. Mogoče bo nekoč, mogoče bo zapisano. Veš kaj? Bom dal, res tega ne veš. Aleš nima pojma za to. Šen, hvala. Kdo je kaj je šen? Ok. A smo rešili, ne? Pismo, a še kaj lahko mislim, jaz se strinjam s tem, te skodelce so zgubljene. To ne moreš. To si zamudil, si šanso. To je to. Najbolj, da jih daš na stran komunalne, pa svojo novo preneseš, pa nekako s tem. Mogoče svoje ime, da je gor. Fotko svojo, da je gor. Svojo fotko. Zakaj več, ga ima ta sodelavc 100-krat? Se bo pa izkazal, da je v resnici zalezovalc, da zato te skodelce. Kaj če ta sodelavc, jemlje te skodelce, ga hoče biti blizu njemu, pa ne upa priznati? Ja, Obama ta pol težavo s tem priznanjem, pa povedati stvari. Deljena krivda torej. Ja, mislim, treba je ne treba začeti povedati, kar misliš, ne? Ljudje ne berejo misli. To je res, ja. Fuck. Pa ljudje niso vsi ljudje isto uvidevni. In to prinese trenja. Tako da moraš si povedati. Wow, zdaj smo pa ratali... A je kakšen podcast, ki to pomaga na tem nivoju? Mislim, da ne. Bzih je milijon. Jaz mislim, da tale podcast to pomaga, da bi ga lahko dobil na osnovno zdravstveno zavarovanje ljudi. To bi mogli lobirati. Mislim, glede na to, koliko je joke, ne? Je komod. Ja, tukaj imate pa še en podcast,
ki vam pomaga pri mentalnem zdravju. To vas bo pa rešil. Ja, to vas bo pa rešil. Ja, Sergio, ni zakaj. Sergio, to je bila 42. epizoda podcasta, če veš, kaj mislim. Fanta, rečta adijo. Adijo. Čau, folk. Najdete nas na aparatus.si, pošiljnica podpri za vse, ki bi nas radi podprli in bi si s tem prislužili tudi polobritek, v katerega bomo zapluli zdajle. A ni to fino, ker ni Tomota, ker ni treba napovedati, ker točno vemo, da je treba narediti efekt. Pa ni treba narediti ta trademark efekt, pa neki, ne vem kva, zmer. Ker se boji, da nas ljudje ne bojo prepoznali. Ne, kot da ga je sram, da smo to naredili. On reče, naš trademark, tako malo sarkastično zmer, kot da ga je sram, da z našimi usti naredimo tok fantastičen zvok. Če bo pa rekel Tomo, da izmontiraj noten zvok, a misliš, da bi se mu ga dal? Ne. Sveda ne. Zdaj ga lahko šimfamo, ko on naplačuje. Jaz sem ta bip sem za.